Bomo nadaljevali z zadnjim današnjim sklopom, ki smo ga poimenovali kritična generacija. V tem sklopu nastopijo dr. Aleš Gabrič, profesor dr. Ludvik Toplak in profesor dr. Stane Granda. Najprej je torej na vrsti predsednik Slovenske matice, ki je zgodovinar, znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino. Njegov opus je izjemno bogat, še posebej za obdobje 1945 do 1963. Nisva govorila, ali je osebno spoznal dr. Pučnika, sem pa prepričan, da je spremljal njegovo delovanje, saj je napisal vrsto razprav za 80. leta in širše, prav tako pa je organiziral simpozij na enem izmed, na katerem sem tudi sam sodeloval. Danes bo predstavil referat Prepovedane misli mladega Jožeta Pučnika. Željko, najlepša hvala za besedo in najlepša hvala vsej publiki, da tako vztraja še tukaj. Prvo vprašanje, če sem kdaj osebno govoril z gospodom Jožetom Pučnikom, enkrat sem pa res, in to je, ko se je udeležil predstavitve prve knjige Slovenske kronike 20. stoletja, ko smo imeli predstavitev, je bila gor na Nebotičniku v Ljubljanskem gradu. Namreč z urednikom Nikom Grafenauerjem smo imeli vso izmenjavo člankov, korektur, pa vse to tukaj v bifeju pri Medeksu, ker je včasih tudi še so novorejaši hodili. Točno tistega dne, ko je bila predstavitev prve številke Slovenske kronike, so Medeks zaprli, tako da je mogla biti predstavitev drugje in kasneje pa mislim, da v novi reviji še Aleš Berger napisal Rekviem za Medeks. Ampak zdaj bomo pa šli ne k zapori torej neke gostilne, ampak bomo šli k cenzuriranim besedilom, torej k tistim besedilom Jožeta Pučnika, ki so neuradna in nekatere še nikoli objavljena. Torej tista, ki jih ne najdemo v Pučnikovih zbranih delih, nekatera ja, nekatera ne, nekatera so kje omenjene, nekatera so pa pravzaprav še nepoznana. Najprej, da pojasnimo besedo cenzura, ker se danes tako lahko strelja z njo, kot se z nekaterimi danes že omenjenimi pojmi, kot so fašisti, komunisti, totalitarizem, disidenti in tako naprej, saj je tudi s to besedo cenzura. Vsak, ki mu kakšen urednik kaj objavi, je cenzuriran, pa čeprav ima 2 do 3 ali pa 16 negativnih recenzij, glavno je, da je cenzuriran. Torej, o cenzuri govorim seveda takrat, kadar lahko dokažemo oziroma namigujemo na samo cenzuro, takrat, kadar vemo, da je bilo nekaj pod neko prisilo ali pa z nelagodjem umaknjeno, o cenzuri pa seveda, kadar imamo z jasnim vpletanjem oblasti v prepoved oziroma onemogočanje javne objave besedila. In kot sem že rekel, tukaj bomo imeli nekatere manj znane ali pa neznana dela Jožeta Pučnika. Prva je seveda tista, ki je bila že tematika nekaterih sorazprav ob koncu v reviji Iskanja. Morda še tudi malce navezave na kolega soimenjaka iz Maribora, Aleša Mavra. Torej, gre za 3 številke dijaške revije, ki so išle v mesecih od januarja do junija 1951 in v katerih je Pučnik napisal svoj dokaj slavni takšen programski uvodnik, ki je za takratne razmere izrazito hud in seveda ni čudno, da takrat, ko je bila revija najdena, ko je preiskava stekla, da je bila srž opazovanja takratnih oblasti. Torej gre za dijaško revijo, v kateri niso sodelovali samo iz klasične gimnazije, ampak še kakšne druge srednješolci mariborski, in kolikor v Kobisu ni nobenega zadetka na to revijo, je ne najdemo. Tudi ko sem se malce pozanimal v mariborskem domoznanskem oddelku univerzitetne knjižnice, tega nimajo, tako da se lepo zahvaljujem sinu Gorazdu Pučniku, ki mi je ohranjen izvod, pa zdaj ne vem, če je to edini ali ne, dal na voljo fotokopijo, ki je bila zdaj nekajkrat razširjena oziroma sfotokopirana, tako da jih imamo zdaj več na voljo. Ta seveda programski uvodnik Jožeta Pučnika, če pogledamo iz leta 1951, pravzaprav že prvi stavek pove: duševnost današnjega človeka je vklenjena v okove uzakonjenega nasilja, samodržec se trudi, da bi uničil tesne vezi med ljudmi, odločil posameznike in tako dokončno pokoril množico. Prepovedana je odkrita beseda in tako naprej in tako naprej.
Kaj imamo? Imamo seveda ostro besedilo in brez imena. Zakaj to opozarjam? Ker bomo na to naleteli še na nekatere druge Pučnikove spise iz 50. let, kjer je jasno, na koga letijo, koga se naslavlja, čeprav ni nobenega imena, pa nobenega direktnega, na nobenega se s prstom ne pokaže. Ampak pismeni ljudje seveda to razumejo. Kot je bilo že rečeno, kot je moj predhodnik prej tukaj povedal, je seveda Pučnik tukaj v reviju udeležen še z, mislim, da s 3 pesmicami, ki so seveda tista lirična, še kar romantična, pa mislim, da še z enim ali 2 esejčkoma v smislu literarno-zgodovinskega ocenjevanja kolegov, ki so, kako bi temu rekel, pozno najstniško romantizem. Torej, je pa vsekakor vse te stvari, ki bom pokazal, so enkrat seveda mogoče vredne, da se jim bolj posvetimo. Tukaj, kar me najbolj zanima, je seveda stvar, zakaj obračun steče šele 1 leto kasneje. Tukaj je bilo tudi za kolega Aleša Mavra, seveda po svoje vprašanje, ki ga prej nisem dal, da bomo šli hitreje čez. 1952. leta je prva največja zaostritev, kot vemo, na relaciji država-cerkev. V tem letu imamo pogrome proti katoliškim intelektualcem, v tem letu imamo ukinitve listov škofijskih ordinariatov obeh 2 škofij, v tem letu imamo izključevanje iz gimnazij, predvsem učiteljišnic, seveda, ker so ženske v večini, tistih, ki hodijo k verouku. In tega, če ga računamo obračune, da so direktive povsod iste, včasih si idealizirano predstavljamo komunistično državo, da kar z vrha pride, da vsi izvršujejo, ne drži. Torej, v Mariboru so bili glede tega najbolj striktni. In največji pogrom na srednjih šolah imamo na mariborskem učiteljišču takrat, pod Drago Humajk. Torej, če računamo celjsko učiteljišče, mislim, da je samo en primer izključitva in to je bil takratni kasnejši predsedniški kandidat Stanko Busar. V Mariboru jih imamo cel kup. In tako, kot se je zgodilo tem izključenim, torej z Jožetom Pučnikom, pa tako naprej so izključeni na daljše kazni in na to pomiloščeni na 1-letno izključitev, tako da imamo tudi spomine ene učiteljišnice, ki hoče celo življenje biti učiteljica in na to tudi je učiteljica in opiše to svojo izključitev kot, ne vem, deviacijo ali kako naprej. In kar je še seveda pomembno, Pučnik je to poznal tudi iz lastne družine. Njegov brat Ivan Pučnik je bil takrat član Zveze komunistov Slovenije, ki se je tega leta nameraval poročiti sredi leta 1952 in mu je bilo rečeno, če se boš poročil cerkveno, se ne smeš, kot komunist. In seveda, ker tega ni upošteval, je bil seveda tudi izključen iz Zveze komunistov. In seveda višek spora sledi ob koncu leta z prekinitvijo diplomatskih stikov, ko obe 2 strani, Vatikan in Jugoslavija, provocirata eno drugo. Torej, vprašanje, koliko je to vpletenost. Nekaj indice imamo, da je mogoče, da so prišli do iskanja, pa do revije iskanja tudi ob iskanju teh, bom rekel, takšnih ali drugačnih klerikalcev po Mariboru. Ampak to so zaenkrat samo indici, zato bilo mogoče videti, če se kaj posebnega najde v klasični gimnaziji, mogoče še kaj v arhivu. Torej, kazen, Pučnik gre v vojsko, pride nazaj, seveda ne sodeluje v reviji Beseda in kasneje postane sodelavec revije 57. Brez težav so objavljeni številni njegovi članki, pri katerih sem že omenil, oziroma neko filozofsko družbeno jih je obdelal že prej akademik dr. Janko Kos. Lahko samo ponovim od prej, imen notri ni, vsem je pa jasno, o kom ali čem se govori. Če govorimo o moralne korenine kulta osebnosti, v stalinizmu in Stalinu in se pove, da je to deviacija, ni samo deviacija Sovjetske zveze, ni samo deviacija komunističnih držav, je deviacija, ki jo najdemo povsod in ko govori in tako razlaga naprej, veš, da govori o domačem svetu. V družbi in državi nikjer ne omeni, da govori konkretno o Sloveniji ali Jugoslaviji. Sam je njegova analiza odnosa posameznika in družbe oziroma posameznika in države, v kateri mora imeti prednost posameznik in mora država skrbeti za to, da bo njenim posameznikom lepo in ne obratno, nikjer ne omenja, da to v naši državi ne velja,
ampak vsak normalen bralec je lahko to razbral iz teh spisov. Kaj je razlika med revijo 57 in njeno predhodnico Besedo? V tem, da Beseda nima uradnega izdajatelja, ki jo je revija 57, ki jo oblast pogojuje pri reviji 57, kar pomeni, da je uradni izdajatelj Zveza študentov Jugoslavije, kar pomeni po takratni tiskovni zakonodaji, da ima v uredniškem odboru svojega člana, imenovanega delegiranega, ki ima, če temu preprosto rečemo, pravico veta. Da lahko vpliva oziroma more izvajati to notranjo cenzuro tako ali drugače. Ker prvi član tega ne upravlja, pride po prvih kritikah revije 57 do zamenjave člana in marca 58, torej vidimo točno malce pred pogromi, je imenovan nov predstavnik v uredniškem odboru revije 57, to pa je takratni sekretar osnovne organizacije Zveze komunistov na Filozofski fakulteti Rado Jan, ki, kot kasneje pravi Boris Zihar, redno hodi k njem na konzultacije in pove in sprašuje, kaj naj naredi v določenih okoliščinah. Še ena stvar je seveda v tem času pomembna. Jože Pučnik v tem letu tudi stopi na začetku leta, torej tisto prevrat od znotraj v članstvo Zveze komunistov Slovenije in seveda ima zaradi tega tudi težave s svojimi sodelavci, kot sam pravi, ko sem jim povedal, bi me skoraj pretepli. Pravim pa, ko sva šla pa seje, me pa Primož Kozak prej me ni hotel vprašati, ko sva šla pa na ulici in sva bila same, da me pa vpraša, zdaj mi pa povej, a si ali nisi agent. Prav nisem mu, prav Primož, a mi boš verjel ali ne, če sem, ti tako ne smem povedati, torej, a mi boš verjel, prav mi zadostuje, kar si mi rekel, nekako v tem smislu. Torej, v tem trenutku je v tisti fazi, ki jo je pravzaprav prej opisoval tudi akademik Janko Kos, še v tisti fazi, torej socializma, ki ga je treba reformirati. Pa še eno stvar je treba zdaj tukaj zopet povedati, da vedno ne gledamo samo posameznika ali pa en dogodek, ampak sosledje dogodkov. To je leto, ko ima Zveza komunistov Jugoslavije svoj prvi, mislim, da je pa tudi edini kongres v Ljubljani, takrat, ko je aprila, ko je zgrajen gospodarsko razstavišče, kjer je bil ta kongres in na katerem sprejme svoj nov program. Program, ki se ga na to drži pravzaprav do konca svojega časa. V takem trenutku partija, ki se pravzaprav že znotraj začnejo kregarije, računajmo, na tem kongresu imamo prvič začetek odkrite znotraj partijske medrepubliške kregarije v nacionalnem odnosu, ki smo ga prej omenjali. Šolska reforma, ki jo začel v tem času izvajati, kmalu zatem Boris Krajger kot predsednik slovenske vlade reče, to za nas nič več ne velja. Torej, mi bomo tukaj delali zdaj naprej po svoje. Torej, v takem konfliktu si tudi slovenska partija noče notranje fronte odpirati in ko Pučnik tisti referat, v katerem je bilo danes tudi že besed, torej naša družbena stvarnost in naše iluzije, ko prvi osnutek odnese na prvi našim razgledom, mu reče takratni član uredniškega odbora Vlado Vodopivec, eden tistih članov, 3 članov, ki so tudi kasneje, pol leta kasneje odstavljeni kot kompletno uredništvo naših razgledov, pravi, članek po Pučnikovih besedah, članek je zanimiv, imate prav to, da približuje se nam nova faza stalinizma, umaknite članek, ne moramo ga objaviti in tako naprej in tako naprej. Pučnik na to članek dodela v pogovoru s prijatelji v spomladnih zgodne poletnih mesecih leta 1958 in je kljub tem bojaznim, da je zopet vnovič zelo oster, sprejet za objavo v reviji 57, torej številki 5-6 tega letnika. In tukaj se spet srečujemo s cenzuro. Kaj se nam zgodi? Ta neformalni cenzor, uradno, Jugoslavija nima cenzure in se s tem tudi pred svetom hvali. Torej, cenzuro mora izvajati notranji član v uredniškem odboru ali v založniškem svetu, če govorimo o knjigi pri založbi. Reče lepo Boris Zihar, vi ste predstavnik
Zveze študentov, torej v tej redakciji imate vso pravico, da po zakonodaji zahtevate, da ta članek odmaknejo. Prva stvar je, da uredništvo hoče objaviti bele strani, česar se spominja tudi Jože Pučnik v svojih spominih, ampak tudi tega pač niso smeli, prav Jože Pučnik. Prav, zakaj pa ne sme biti? Ja, prav, ker s tem namigujete na cenzuro, pri nas pa cenzure ni. Ja, če pa cenzure ni, zakaj potem ne smemo objaviti? Torej, malo smo si v nasprotju, ne? Zdaj, prvič poudarek je ta, torej, naša družbena stvarnost in naše iluzije, članek, ki je bil v nekateri literaturi tudi naveden kot tisti, ki je stvar za obtožnico proti Jožetu Pučniku, ne drži. Obtožnica je lahko bila za nekoga, ki širi lažne informacije. S tem člankom tudi formalno takrat na sodišču ne bi mogli čez, ker ni mogel širiti lažne informacije, ker je bil že prej prepovedan. Torej ga najdemo, če gledamo obtožnico, kot argumentacijski material, ne pa kot bistvo tistega, kar je proti Jožetu Pučniku. Zato seveda, tukaj imamo prvo pa zadnjo stran analize udbovske, Sprave državne varnosti, torej ekscertov tega, kar potegnejo ven iz Pučnikovega članka, kaj je v tem članku narobe. Torej, gre zopet, članek govori o razliki v komunistične partije in zvezi komunistov, torej mišljenje vodilnih komunistov pred 20 leti in danes, pred 20 leti, ko so v ilegali, na to, ko pridejo na oblast in sedaj, ko so trdi oblastniki. V tem smislu, vaša miselnost se sploh ni spremenila. V tem smislu, vi še zdaj ne znate stopiti pred ljudi in ali se ti ljudje sploh še zavedajo, komu, zakaj so tukaj in komu naj bi delali, komu je njihovo delo namenjeno. Torej, kritika je pravzaprav izrazito na položaj Zveze komunistov, ne na ustavni položaj, ki ga ima, oziroma takrat še nima tako močnega ustavnega kot 74, ampak na zakonski položaj, ki ga ima, ampak dejansko stranka na oblasti ne spoštuje niti lastne zakonodaje, če to rečemo na kratko v enih besedah. Ampak v tem članku, v tej reviji, to ni edini Pučnikov članek. Namreč v dnevniških zabeležkah urednika Vitala Klabusa je ZŠJ prepovedala na tisti Pučnikovega članka v reviji. S tem več ni mišljen tisti članek, ki je bil predtem že odmaknen. Ampak ta članek, ki je pa v reviji še ostal in seveda zopet ponovni veliki prepir in debate na redakciji revije, pravzaprav oblast ima zdaj pripombo na dva članka. Eno je že uvodniški članek uredništva, v katerem smo zopet pri cenzuri. Uredništvo razlaga o pritiskih, o finančnih pritiskih na revijo 57, poskušal, da jim vzemajo subvencijo in da se pravzaprav onemogoča in prepreči avtonomno delo uredniškega odbora. In seveda sledijo pritožbe, sledijo na to zaslišanja, vemo, da je konec meseca takrat Pučnik že zaprt, ampak temu se tukaj ne bom posvečal, govorim samo o teh njegovih člankih. Okrožno sodišče torej navede drug Pučnikov članek kot vzrok za začasno prepoved razširjanja revije, ki je na to pravzaprav klasična in te revije ne bom rekel nikjer, ne najdemo, zopet jo najdemo v kakšnem arhivu. Po pritožbi revije 57 o tem razpravlja še politični vrh in pravzaprav tukaj vidimo njihove poglede na to, kako, tukaj imamo ta prvo objava Pučnikovega članka, ki mislim, da ni bil še nikjer objavljen, torej Jože Pučnik, uradništvo uradniških ustanov in njihova miselnost. O čem članek govori? O cenzuri. Govori o cenzuri pri založbi, ne pri reviji, kako lahko nekdo v imenu širše družbe, v tem primeru Kajeta Nokoviča, napada, kako lahko prepovejo ali pa onemogočijo natisk ene pesniške zbirke. Tukaj ne vem, če bi se povsem z Jožetom Pučnikom strinjal, ker v tem smislu ni bilo dokazano, da ni bila to odločitev uredniškega odbora. Nimamo tistega vrhovnega krovnega dokaza, da je založniški svet delal po diktatu nekoga. Ampak govora je zopet, kdo daje nekomu pravico, da v imenu ljudi razlaga, kaj je širši družbeni interes in kakšen literarni ali založniški program bo določena založba imela. Kot sem rekel, vklopi se
politika v dogajanje in seveda, ko med sabo razpravljajo, kaj in kako, povsem jasno stopijo na stran tistega, kar ni zakonjeno, torej na stran cenzure. Kar pomeni Mitja Ribičič, ko smo vodili preiskavo proti članom, ki je organiziral sovražno akcijo, vemo, da mislijo na Jožeta Pučnika, ki je bil član ZK, smo naleteli na novo poto oziroma na citate in stališče iz te revije. Kaj iz tega pravzaprav vidimo? Vidimo dve zadevščine. Eno je ta strah pred povezovanjem različnih revij in različno orientiranih intelektualcev v širšo bazo. To je namreč tisti čas, ko začne tudi Udba opozarjati politiko, nehajmo že enkrat z zasledovanjem pa opazovanjem teh starih opozicionalcev predvojnih, ki nobeden nič več noče. Naša glavna nevarnost so ti ta mladi intelektualci. To je na tem primeru določeno. Potem Janez Vipotnik, pa še ena stvar je tukaj. Če vse to preberemo, še nekaj vidimo, da v tem času, to je še čas, ko popolnoma zaupajo UDV-ju, torej poročilom, ki jih dobijo iz Uprave državne varnosti. Kdaj se bo ta logika v vrhu oblasti spremenila? Po Rankovićevem plenumu. Takrat bojo rekli, za politične analize rabimo zdaj pa še svoje politične analitike. Ne moramo vsega verjeti policiji, ker takrat se začnejo 66 pa prestrašiti, a so tudi v nas dosjeji. Kaj mi vemo, kaj naša tajna policija vse ve. Tukaj se pravzaprav vidi še popolno zaupanje v policijska poročila. Torej, Janez Vipotnik govori zopet, ljudje, ki so sovražno razpoloženi do socializma in ki tega sovraštva tudi ne skrivajo, ampak kot smo rekli, Jožef Pučnik je takšen, da ga celo drugi sumijo, da je preveč na strani socialistov, vsi v uredniškem odboru. In seveda, zanimivo je seveda, kar pravi Edvard Kardelj. Vemo, da je revija reakcionarna in škodljiva, pa vendar je ves čas dobivala od nas subvencije, dotacije. Če bi v pravem času odtegnili tej reviji, bi posledice ne bile takšne, kakršne so. Jaz sam se ne bi bal prevzeti nase odgovornost za ukinitev takega časopisa, čeprav bi nam rekli, da dušimo svobodo umetniškega ustvarjanja. Torej, ne se bati, če jih je treba, jih je treba. In za konec mogoče samo še ta slajd, zopet iz nečesa, kar pravzaprav ni znano, tako kot ta Pučnikov članek, mislim, da še nikjer ni bil objavljen, pa bi ga mogoče zopet kdaj lahko, da vidimo, kaj je bilo še vse v tej reviji mišljeno. To je tisti uredniški uvodnik, ki zopet govori o cenzuri, kako poskušajo ukiniti našo revijo. Torej, niso uspeli objaviti, ker so jo prej ukinili, prej so objavili, kako so jih poskušali ukinjati. Potem imamo članke Veljka Rusa, Janka Kosa, eno dramo Dominika Smoleta in na koncu, torej kot predzadnji članek pred Pučnikovim, lahko rečemo, da je Pučnik pritisnil piko na revijo 57, ker je bil njegov članek ta zadnji, njegova pika je bila ta zadnja v reviji objavljena, je še iz Šent Florjana, post festum, torej mislim, da sta Vital Klabus, VK pa Primož Kozak, mislim, da sta. Veno Taufer pa Primož Kozak, torej govori pa o ukinitvi Prešernovega gledališča. Torej zopet o cenzuri. In morda za konec, da vidimo, to, ki bi pa rabo pol še malce pregledovanja, kakšne literarne zgodovinarje ali pa prevajalce, da nima v tej številki bi mogel biti še prvič objavljen blog o moderni poljski književnosti, tako da je kasnejša, ne vem, kdaj je bila prvič objavljena, ampak bom šel preveriti, kasnejša poljska Nobelovka Višlava Šimborska, ki je od 94 ali 93, ne vem, kdaj je dobila Nobelovo nagrado za književnost, v naših močnejših literarnih prevodih je dobimo šele v 80-ih pa 90-ih letih, tukaj noter bi bil že nekaj njenih pesmi, če bi bilo seveda to lahko prišlo do bralca, pa ni. Smo pa zdaj videli. Najlepša hvala. Najlepša hvala.